pozdrav, dobrodošli v nov teden. Ta teden bo pester, ker ful je vroče, mislim, da je 26-27 stopinj. V glavnem, zdaj se pač odloča, da bomo malo sobo spremenila, ne tako, kot sem že, mislim, da sem že omenila. V glavnem, tukaj bo prišel en manjša omara, to sva že kupila. Tukaj pride ena manjša omara, tukaj pride kot neka taka kuhinca, kuhinjski pult. In tukaj, kjer si ti zdaj, pride prav štedilnik. Sicer ne vem, če mi bo lih všeč, da imam takoj zraven posle štedilnik, ampak ker je tako majhna soba, pa drugače res ne gre. Tako da zdaj je plan tak, da moram jaz najprej omaro sprazniti. Si načeloma stvari spet ni toliko, ful je knjig. Knjige največ in to me najbolj mori. Mislim, skrbi, kam bom zdaj to sedala, imam tle neke škatle, pa pol pač seveda v skladišče, tako da te popiljem zraven, bom dala si še neko musko, sicer musko bom morala mutati, zaradi YouTube pa ne pač tega ne mara, pravica, ne, tako da nisem pozdravila dober dan v tujih jezikih, zdaj bom pogledala za nizozemščino in moram malo prej povaditi. Sploh ne vem, kako ne se lotim tega. Že sam nakita imam toliko, da je Bog pomagaj. Knjige so res. Tole je situacija. Ena škatla, druga škatla, tle so samo knjige, tretja škatla. Pa še polovičko knjig imam tle, pa še par stvari imam tle. Nekaj sem že dala stran, tako je bilo nekaj nepotrebnega, nekaj papirčki pa to. Ampak te stvari pa pač ne moram vršiti, ne? Neki so tu, recimo, od najine poroke, to sva imela na torti, tole sva to dobila za darilo na poroki, pač tega res ne moram dati stran, ne? Mislim, halo. Pa to je samo ena omara. Potle imam še to hrano, ki sva imela tle gor, pa kofi aparat, stroj dela, tako da preveč stvari si v življenju nakopičimo, ko mislimo, da imamo, v resnici pa sploh ne. Veš, jaz pravim, da se ne bom točne besede spomnila, ampak tako res je blagoslov biti skromen v današnjem svetu, ker nas res bombardirajo z izdelki, pač marketing z vseh strani in je res taka neka dobra lastnost človeka, da si skromen in da imaš malo stvari. Ker realno mi res malo stvari damo za življenje, za vsakodnevno življenje. Pole pa sam. Jaz sem tudi milijon nekih stvari, kuhinjskih stvari, ki jih mogoče uporabljam enkrat na let, dvakrat na let. Pa jih valjda nočem vrš, zato ker jih uporabljam enkrat na let. Ampak tako, ne. Tako jaz res naprej v življenju se želim biti čim bolj skromna, imeti čim manj stvari, pa imeti res take stvari, ki so uporabne. In zato tudi recimo, ko imam rojsten dan, ko me vprašajo, kaj si želim, zmeraj kaj je tako uporabenega, ali pa pač rečem nar, ker res najhujš mi je, ko dobim nekaj in potem ne vem, kaj ne s tem. Zdaj tako o stvari, ki jih imam res rada, pa seveda hrana, ne itak, pač imam tudi ful rada nakit, ampak sem se potem odločila, da bom raje kupovala bolj kvaliteten nakit, kot pa recimo ta kič, ki trikrat si umiješ roke, pa je že uničeno, ne. Pa imam potem raje manj nakita spet, pa zato bolj kvaliteten nakit. A ne pa tudi recimo oblačila. Imam raje manj oblačil, pa bolj kvalitetna. Smeti. Kot pa da imam polno omaro, po pol itak nosim skozi spet eno isto, a ne. Evo, končala sem službo in zdaj sem se v centru dobila z Matko. Matko, zdravi.
zdaj smo se tle ustavili v R&B Coffee. Ja. Tukaj imajo najboljšo korenčkovo tortico v Ljubljani, ampak so v Sloveniji, tako da vem, kaj govorim. Ja, kot da ni bilo dovolj, unga pospravljena včeraj, sem spet prevlekla milijon tili zabojnikov in spet vlečem ven te kratke majice, ker pač en dan, ne, takole, pol dneva je vroče, pol dneva dežuje. Pač ja, jaz mislim, da bomo tudi mi ratali narod, ko veliko govori o vremenu. Včeraj je baje toliko lil v Ljubljani, jaz sem dejansko imela srečo, da sem dobesedno spizila domov in me dež ni ujel, ker pri nas ni dežval. V Ljubljani je bilo pa je noro, po podhodih v Tivoliju je bila voda, Kino Šiška, v podhod, ko je spod je bila voda, mislim, noro. Danes se dežuje, ampak mislim, da pač ni to hudo, vsaj upam, no. Tako da ja, zdaj spet mal poletne stvari dajem. Zdaj moram še drugo toleta veliko omaro sprazniti. Ne vem, kam ne dam stvari, to je res obup. Ko živiš v toliko majhnem prostoru, se ne pritožujem, ne, ampak vsem tako, pa jaz sem tako, znam se znajdeti, znam iz majhnega prostora narediti, ne vem, kako bi ti mu rekla, znam v majhnem prostoru nekako snikant, dati nekak stvari, ker ko živiš v majhnem prostoru, se bolj znajdeš nekak, ampak enostavno zdaj, ne vem, moram zdaj malo v skladišče, pa pač tja. In pol, ko nekdo reče, da živi v ful majhnem prostoru, da ima ful majhno kuhno, bi mu res šamar naraj premazala, sploh ne veš, kaj je majhen prostor, sploh ne veš, kaj je majhna kuhna, jaz še kuhne konkretne nimam, tako da tale najina soba, zdaj midva mislila, da je okoli 20 kvadratov, nisem čizih, ampak to je za 2 osebi ful mal. Jaz še bila tle sama, ja, ko sem bila sama, je bilo perfekcija, ne, zdaj pa pač ne več, pa še moj dragi je ful visok in potlekaj mesar, da se je skozi zabija. Oziroma, zdaj se že navadil, prej se je skozi zabil tle v glavo. Tako prav, ne, sorry. Ja. Tako da jutr, pol dragi dela popoldne in se bo on lotil tega ostalega, jaz sem pa zjutraj v službi. Ja, bomo videli, kaj nama bo uspelo ustvariti, oziroma se bova mogla, se druge izbire nimava, tako da jaz pač v najem ne grem. Se mi, da bi lahko potencialno šla v najem, sicer sem že parkrat ko iskala nek flat, pa nikoli nisem imela sreče, ampak jaz zdaj znalaš nočem iti, ker nastane to drago, sploh Ljubljana, bolano draga, tako da. Pa tle jaz v bistvu rada živim, tako da. Dobar dan! Včeraj sem bila kar mal jezna pa živčna, vse v redu. V glavnem, včeraj sem pol še ful stvari premikala in sicer zlagala sem še te poletne stvari, pa tja nosila, v glavnem se kar tako mal pa živčna, tako da sem pol kar nehala. V glavnem, in danes je dragi sestavil tole omaro, to je ta prva omara, se pravi 3 poličke so njegove, 3 poličke so moje in je ful lepo. Tako da mi je poslal fotko na Viber in sem napravno vesela, ker res lepo zgleda. Zdaj sva tle hotla dati še kad nek kuhinjski pult, pa pol tukaj pač to štedilnik. Ampak zdaj, kakor razgleda, mogoče pa celo, da mogoče so tega ne brali, oziroma ne, to zdaj moram še z mojim dragim predebatirati. V glavnem, zdaj bom par teh degustacijskih videov posnela. Tele imam pencu, sladkorno peno, pa par stvari, se ga ima drujena. Tale Ljubljana mene ima z mozga. Ker naporno mi je, tako direkt, ko pridem v mesto, itak, že takoj zjutraj je ful
ko se ne reče, ful je uno že natempiran, fokus se mudi, ful je že glasno, te dostava, tret, fuk je nekulturen, tako prav na jetra mi grejo vsi. In se pa uno res prostim, ko pridem dan, tako kar nekam bi šla živeti v neko šumo, tako nekam stran od civilizacije, sam pa bi rabila nek tak job online, ne? Ker pač jaz ne živim od tega. No, se to bi bil moj dream job. Mislim, moja sanska služba bi bila to, če bi lahko živela od teh videov. Bi se z veseljem nekam umaknila v naravo, stran od mesta in civilizacije, tako rekoč. Jaz sem kar par novih stvari kupila za videe. Lahko malo sneak peek, malo lahko pokažem, no. Še primerjavo tele dveh moram narediti, tole res ne vem, da bom snemala, zato ker zdaj, če mi tako malo zatežiš v komentarji, da kje video, kje sem pa lesuno, ok, to mora biti moja prioriteta, ne. Zdaj, ko objavljam 2 videa na dan, sem že full videov spucala, tako full sem že proti koncu, sem še mogoče za kakšen teden ali pa teden pa pol teh videov imam za nazaj. Tako da, ful dobro, da prehajam na čisto, da pa res, kar sproti posnamem, direkt objavim, ne. Kar je pa tudi meni ful lažji in pol tudi večkrat teh requestov, ne, pol lahko ful hitreje to izpolnim, ne. Zdaj sem žena. Znači, zdaj bom vodo pila, pa grem to snemat, pa omaro, spet, jej. Pač te stvari iz te večje omare, bom dala sem, kolikor bo šlo seveda. A sem isto omenila, da sem naslednji teden na dopustu, spomnim, če sem omenila, v glavnem, naslednji teden sem 2 tedna na dopustu, tako malo manj, no, tako, kjer luksus, jaz sem imela še lansk let SP, 1 let sem imela SP in takrat, ko imaš SP, nimaš bolniške, nimaš dopusta plačanega in zdaj imam dopust in mi je kar uno, wow, res, pač ful sem hvaležna za to, ne, itak, tako res luksus, sicer ful škoda, mislim, ful bi šla nekam na neko potovanje, pak moj dragi dela, pol greva pa naslednjo soboto v Bosno za par dni, bom itak snemala, delala vloge, evo, to je zdaj prednost vseh teh vlogov, ker zdaj lahko vse delim, ne, mislim, načeloma itak dajem vse na Instagram story, a ne, valjda, tako če me tam slediš, tam je bolj up to date, bolj updatano. Poskušam se izogibati angliščini. Šla kar spat. Evo, posnela sem degustacije. Tale sladoled tudi med drugim in ga bom tu zdaj dokončala. In pa lotace teh omar se mi prav nada. Zdaj snemam degustacijski video in pripravila sem tole ful lepo solato, sadno solato, notar je banana, maline, borovnice in pa nektarine. Ful dobro zgleda, ful je dober. Maline so mogoče malo kisle, ampak so oni pa nekaj letono. Prav srečna sem zdajle. Prav utrujena sem. Ne da se mi več pospravljati, pa omar rihtati, tako. Tam še par stvari moram urediti, še neke mejne torbice imam gor, v tem, pa pol v spodaj imam še neko posteljnino. A ja, pa stvari na bešalnikih seveda, ne. Ker jutr bo pa dragi tole, omaro podiru zraven, puljevna, prav voha se ta lesa, nekaj kupaš neko novo pohištvo leseno in se prav voha, kaj tam. Zdaj grem spet na masažo obraza, oziroma imam še malo časa, tako da razmišljam, da bi šla v slaščičarno Viki, ima take ful fajne tortice, pa to je ful stara slaščičarna. Za njo mi je v bistvu rekla sošolka, ker je ona tja hodila kot, pač, ko je bila mlajša, no. Ja, v bistvu bom šla, ker imam cajt. Pa, ful je lep dan, čeprav je
da so napovedane plohe za popoldne, kar me itak ne čudi. To je nov plac v Ljubljani, imenuje se Smash. Tukaj imajo bolj burgerje, pa tudi krompirček, pa kakšno tako pijačo. Drugače, hrana je bila dobra, ampak je bila v bistvu malo premasna za moj okus. Je bil pa zato natakar tako najbolj prijazen natakar ever. Res tak car in tako res, tako sem hvaležna. Ja, zdaj sem pa še dan. Situacija je taka, ne. Se pravi, dragi je pač dopoldne, ne, ko sem je šla, urejo te omare, se pravi, drugo omaro naredil, ampak zdaj tako, ne, ko prideš noter je kaos, dobesedno. A ne, zdaj tukaj je ta nova omara, potem zdaj je moral tole dati sem in pa tukaj je ta nova omara in potem je tle lepo red ta stara, čak in prežgala tole. Ja, sem moč malo videti. In zdaj, jutri moram tole sprazen, da se potem pač lahko tole nafila. Ajde, vidimo. Ali to direkt. Ja. Zelo mehno. Kako je nekim placam še tle za kakšne te posteljnino pa take stvari? It's wobbly. Aha, to mi je razlagal, da ni dal tačke nekimi. To mi je razlagal po moje, ker nisem razbila, kaj mi govori. Okay. Ja, zdaj plan je, da gre ta omara takole not, se pravi, da jaz z te strani pridem in lepo odprem. Mislim se, kakor se, če se ne motim svetek zmerila, tako da bi morali iti. Ampak zdaj tako res nabasan vse. Ful je malo placa. Tako da ja, no, se kakšen dan, dva bova že potrpela. In pa še štedilnik, direkt tlele. In pol lahko začnemo kuhati na polno. In pa mi lahko dajete milijon idej, kaj ne delam doma, sprav slano, sladko, tako da. Pa pokažem še eno knjigo. Danes sem prebrala tole knjigo Miha Potočnik, Indija, potovanje v potovanju. To je potopisni roman, ful dobra knjiga. Pač šel je valjda v Indijo in itak takoj kulturni šok doživel, znorel, ker so pač Indijci ful vsivljivi, misliš, da so prijazni, ampak v bistvu od tebe sam hočejo denar, ker seveda to smo mi za njih realno vreče denarja. Ampak toliko dobro pisal, no, na žice mi šel un tret, ker sem se vrnila. Meni mi šlo to žice, prav videla sem se o tem, ker res ko je stekleno govoril, no, pač me je bilo ful dobro tole brati, to sem mislim na 2 dnevih prebrala, tako ful dobra knjiga, ful priporočam dejansko, sploh če so ti všeč take teme, a ne. In pa gre tudi na razne te joge, kaj jaz vem, kaj vse, ampak tako ful zanimiv, no. Zelo pestro vreme, skozi dežuje, jaz sem upam, da ne bodo poplave, tako kot lansko let. Skratka, zdaj sem doma, dragi je končno še tole omaro inštaliral, kako bi temu rekli. Zdaj moram posesati, ker je precej umazan v sobi, normalno, a ne. Zdaj sem ena drugo stvar ugotovila. Tale stena, ne, kjer je bila prej tako čisto omara, je valjda ful grda, ful je pač umazana, je treba prebeliti, a ne, normalno, ker je pač leta in leta in leta bila zakrita. Zmer so pol neke stvari, na katere ne pomisliš, na katere ne računaš in te zmer nekaj preseneta, ne. In takrat je treba biti fleksibilen in potrpežljiv in pač iskati rešitve in ne ne. Da sem jaz malo zoprna, ker sem lačna in to je najslabš, ker je bi šla nara jest, ampak prvo moram posesati, ker je svinsk in nočem vso to mazanijo naprej raznašati. Prej mi je prav zebalo zun, tako da sem si tale hudi dala
To mi je v bistvu dala matka. In je tako najbolj udobno oblačilo, ki ga imam v omari, tako nekaj najboljšega, kar obstaja. In tudi moja mati takrat rekla, ko sem ji pač to povedala. Že vidim, da je neke moje verice premetavo. In je matka rekla, da je naredila dobro delo, kam je dala to jopco. Res je. Posesala sem, stroj sem dala zdaj pred, pač 2 stroja. Imam kapacitete, da lahko sušim zunaj. Moram zažiti svoje stvari v omaro, da si bom naredila čevape. In sicer tele od Aveja. Dragi zanč kupil in jaz sem čisto pozabila. Bi si jih že včeraj pripravila, pa se sploh nisem spomnila, tako da si bom zdaj pripravila, ko mi čaka, toliko sem lačna. Tole je kar malo stresno, pa midva, pa to se sploh niti ne selva, to je sama menjava 2 omar. Ampak je tudi toliko nekega dela, mislim, si še največ dela, je mi moj dragi, ne, vse to razstaviti stare omare, pa nove omare našraufati. Jaz sem zdaj dejansko par stvari, mislim, se sem tudi jaz nekaj dela imela, ampak ne tako dragi. In zdaj ga kličem, ki so stvari iz te ene omare, in on, nisem še vem, si se noč premikal, pa so no. Ja, jaz sem premikala, pa sem očitno kar pozabila. Tako da se kar malo smejala. Zdaj razumem, zakaj folk pravi, da je stres, ko se selaš, ker je res, ker imamo enostavno prvo preveč stvari, drugo kot drugo, pač enostavno vsa ta organizacija, pa vse to. Ampak dobro, se kul, da se bolj vidimo, se kul, si sem še malo pa bova, po moje, čisto končno se redila. Tako kot sem rekla, zanimivo je, ko vidiš, kaj vse imaš, pa kaj dejansko polovico teh stvari narabaš, a pa še celo več kot polovica od teh stvari. A je edina stvar, ki me še muči, tukaj sem želela dati neko omaro za knjige. In tale je dejansko... Hodila sem tole imeti, ampak je res ful velika, mogoče malo prevelika. Čeprav se bi šla ful fajn tle. Po mojem, da ti ni toliko moteče, več imam lahko tle knjige, pa še mogoče kakšne stvari, hlače, kar nosim tako vsakodnevno, ne dajem sem, kar pač iz umazanih stvari ne dajem več v omaro. To mogoče. Tle je še moj klobuček. Upam, da ga bom imela priliko nositi nekaj letos, ker imamo tako čudovito vreme. Moj dopust se začne zdaj, slaba 2 tedna imam dopusta. Shake it, baby, shake it. Evo, takole zgleda. Samo 3 čevape mi je pustil, sicer so res ogromni. Kumarce, kruhek, to je to. Zdaj sem ugotovila, da sem imela prej nekaj med zobmi. To sem imela od une slaščičarne, kjer sem imela rolado. Se pravi, cel cajt sem isto imela med zobmi, ko sem se pogovarjala z natakarjem, ko sem se smejala. Potem preden sem odšla. Pa ponovadi zmerka jem, se pogledam zobe, ampak da sem malo šur, da nič ni ostalo, ampak pistacija očitno. In pa sem tudi tle, ker sem vlogala, tako da sorry, če bilo pač moteče, kakšni klipi so pač, se mi zdi okoli igrala pustila, tako da. Bruke stari. Gremo še zamena postelina. Sam jaz bom tole musko morala mutati, zaradi se vedemo YouTube pravic.
To je to. Sam še prevleko moram dati čez unkavter. In to je to za danes. Upam. Dobar dan v soboto. Evo, moj dopust je tle, čeprav sem kar malo utrujena. Zdaj bom sam še nekaj na hit posnela, pa zdaj se pripravljam, grem v Ljubljano na bus in zdaj sem ugotovila, da se skoraj ujemam svojo flašo. Čisto nenamensko, to me da v fotor, tako da nenamensko, totalno. In zdaj celo svoje življenje premišljujem. Sem se odločila, da očitno ne gremo v Ljubljano, ker se mi ne da. Po drugi strani bi pa itak sem zapravljala cash, ker bi šla ne vem kam na kofe, pa se mi zdi glupo, ker lahko si tudi doma skuham skuham kavico, čist isto tako dobro, pa še tle imam piškote. In mi je kar malo škodila zdaj res, ker itak je vse v Ljubljani to drago ratal, da je kar malo brez veze. Sicer nekaj sem še hotela odnesti na center ponovne uporabe, CPU, ampak si koncev lahko nesem ponedeljek, torek, pa čez en teden. Zdaj pa v bistvu bo treba tle še malo pospraviti, odgovarjati na vaše komentarje na YouTubeu, pa mogoče kakšen video posnet, ta degustacijski, editirati tale vlog, ker bo, upam, da ne preveč dolg. Ja, tako, ker zdaj, če grem zdaj v Ljubljano, bom zapravila 1 uro vožnje pač v obe smeri, čakanje na bus. Pol itak, ker vem, da je gužva v Ljubljani zdaj, pač v centru, a ne, ful je folka, lokalci, turisti, in itak vem, da bom takoj živčna. Ja, v bistvu mislim, da je kar bož, da ostanem danes doma, oziroma tle, v svoji okolici, ker jaz gužve res ne prenašam, mene že gužva nervira v Ljubljani. Tako da, še eno knjigo sem zadnjič prebrala, pa sem pozabila govoriti o njej. In sicer če Vesna Milek, jaz Vesno zelo občudujem, obožujem, mi je super pisateljica, novinarka. Tale roman je tak ljubezenski roman, velik drame, travm, in ker sem tudi sama doživela neko tako zvezo, mi je bilo to kar težko brati, je bilo kar malo traumatično že zame to brati, tako da mi ni bilo všeč. Pač govori o 2 parih, oziroma ta prvi para, ne, sta protagonista, dejansko kao se imata rada, ampak se skozi skregata, pa delata drame en drugmu. To je pač v bistvu to, ko ne delaš na sebi in pol sam delaš škodo sebi in drugi osebi, potem spoznata drug par, potem se prevarata en drugega in potem a bo konc ali ne bo. Mislim, a sta šla na razen ali nista, ker jaz predvidevam, da sta, ker je pol lih konc knjige, a ne. Je zanimiv, ampak se pravi, meni je bilo že iz tega vidika, ker sem jaz to doživela na nek način in mi je bilo ful težko brati. Vse mogoče priporočam, da vsaj veš, kako se ne obnašati v zvezi, če ne drugega. Zdaj malo gledam YouTube, odgovorila sem vse komentarje. Zdaj sem že 1, 2, 3 dobila komentar, če napišem svojo telefonsko številko in pač normalno zmeraj napišem ne in pol dobim vprašanje, zakaj ne. Mislim, jaz tega pač res ne razumem. Če bom na en komentar napisala svojo cifro, bom dobila 10 klicev po moje. Pač le, saj smo preko komentarjev smo na vezi, jaz mislim, da je to čisto dovolj. Res ne me narobe razumeti, ne, jaz vas ful cenim in vse in ful sem hvaležna za vse. Ampak ne pa prosim od mene zahteva telefonske številke. Saj mislim, da vsak normalen to popolnoma razume. Tako ne štekam tega, no. Pač in tudi ne bom se opravičevala dejansko, ker mislim, da to vsaka normalna oseba bi definitivno morala razumeti, da pač nikoli ne bom dejala javno svoje številke. Pa ne glede na to, mislim, ne glede na vse, a ne, sej, jaz itak nisem neka slavna oseba, ne nič, ne pomembna, ne nič, in tudi že prej, a ne nikoli tako ne maram dajati svoje cifre, ker to se mi zdi pa res taka zelo intimna stvar, ker te pa lahko dokliče kadarkoli, ne. Lej, moja številko dobiš, če kaj, ne vem, tako sodelujemo, ne vem, pa kakšna podjetja normalno, če kaj naročaš, ne vada možda svojo cifro zaradi poštarja, ampak dobro, to je tu pač poslovno recimo temu. Ali pa če se pač osebno malo bolj poznamo, a ne, seč nima vsak moje cifre, a ne.
z nekom sem pač na vezi, recimo sam prek Instagrama ali pa kaj, recimo, ne. Tako da ja, jaz mislim, da je to vsakmu čisto normalno jasno. Zaključimo s to temo. Zdaj bom, ko sem zdaj hotela? Zdaj bi da še malo pospravim, tako ful me v bistvu nervira, še zmer ta nered, ker še zmer ni čisto urejen. Roka me boli. Recimo, da je urejen tako do polovice. Tu do polovice sva zrihtala stvari. Zdaj morava še čisto do konca zrihtati kuhinjo. To še ni urejen. In me zdaj nervira, ker imam še zmer vas nakit imam tam in pol moram sem vleč. Pol, če ki rabim malo kakšno posodo, moram iti takoj tja. Tako malo je moteče, čeprav po drugi strani dopažam, se ne rabim veliko stvari dejansko, da preživim realno. Imamo itak čist prave stvari doma, če me ne vprašaš. Potem moram še, se pravi, ugotoviti, kam bom dala te knjige, nakit, pa kavni aparat. To. Tako da ja, zdaj bi šla, zdaj grem v skladišče malo urediti te stvari. Ker bom imela eno omaro, ki je ostala od prej, nek spoden del in mi to dala v skladišče, da imam pol recimo nekaj stvari, ki jih resno uporabljam vsak dan, da imam tam, a ne, tako. A je pa postanino za tole moram. Navleko, no, za tole moram še, ja. In prav noč se mi ne da, tako prav lena sem, po moje sem utrujena do vsega, nerealno, tako da mi ta dopust res to prav pride. Še kravno da dojamem, da sem na dopustu. Ja. Tako da si pa že delam malo plane za naslednji teden. Za ponedeljek vem, da bom šla na 2 razstavi, potem v torek grem še na 1 razstavo, pa še kakšne tako opravke vmes, tako da si bom res poskušala čim več stvari, da uredim. Tudi kakšen lokal da obiščem. Potem v petek popoldne greva v Bosno do torka. Tako da ja, pestro bo. Upam, da se bom sama malo spočila. Moram se spočiti, ker zdaj se bo začela sezona in bo full dela v službi, tako da I gotta be ready, tako da pač moram biti. Zdaj si bom naredila večerjo. Se pravi, pire krompir bom delala in pa zraven bom sam pogrela tole omakco ala Luigi, mesne kroglice. To imam tudi degustacijski video, ga pač dol, ga bom polinkala. Pač meni je to tako dobro, ta prave mesne kroglice, to je v bistvu recept njegove mame. Luigi je drugače Italijan, živi v Mariboru, če se ne motim. Pač sem govor poročen Slovenko, ima ta družino, tako da ja. Pa se pravi, tole dobiš na njihovi spletni strani ali v Šparu kot Štata je Slovenija, tako da gremo kuhati. Sicer to lih ni kuhanje, no, ampak vse. Dodala sem mlek, maslo in zdaj moram tole lepo speštati. Ko diši! Ura je 6:07, tako čist prepozno sem se lotila delati večerje. To bi moral biti dejansko mi kosil, ne pa večerja. Kako je lepo. To se zdaj sam pogreje. Oh my god, takole izgleda. In pa zraven še obvezno kumarce. Žijem na polna. 6 krogelc pride v enem tem paketu, no, kako v eni steklenici. Ko prave domače krogelce. To je to. Dobrodošli v Škofji Loki. Sem se odločila, da prideva sem na kafe. Tako minimalen make-up imam, obrvi sem si sama narisala, malo trepalničke, pa tle kao malo rdeč. Tok da ne zlijam lih to grozen, oziroma časi pa zlijam, kada sem ful zaspana, če nima šminke. Seveda, lepo vreme, po moje že konkretno stopinj. In se vemo, ne, ko je cajt za kapa time, je vroče, je sonce. Kako je fajn, ko ni gužve. Ful se dogaja, mislim, ful neki kopajo kafičke najstarejši tle, ga ne vem, neki delajo.
Pa dosti ljudi je, tako kafiči so kar polni, moram reči. Wow, kako je lepo. Zdaj smo naleteli na neke igre, tako da ful je otrok. Je pa ta puštal predel Škofje Loke. Ful je gužva po teh lokalčkih, če pa kakšna miza prej je pa tako vmes med ostalimi mizami, kar nama itak smo ne sede, a ne? Zdaj mislim, da bo tle v reki našla, ja, tle definitivno. Tle imajo še sladoled. Pojedla sva, hrana je bila čisto okej. Sicer meni so najboljši čevapi v Valterju, ampak si tudi te so bili čisto okej. Malo sva čakala, so pa prijazni. Zdaj greva domov, gledala bova serije, filme, počivala in tle bom tudi zaključila vlog. Res še enkrat, ful hvala za svojo podporo, za vse lepe komentarje, res ful cenim. In si tako vidimo spet jutra, ne? Čau!